Prisrčno dobrodošli na dogodku Živ človek, tukaj v Svetem. Hvala, da ste prišli in se v bistvu s tem odločili za svojo svobodo. Ste se že prej odločili, ampak taki izobraževalni dogodki še bolj podprejo našo držo in odločenost, da ustrajamo na, rečemo temu, novo dimenzijo ali pa višjo raven bivanja. Ja. Hvala tudi pobudnikom. Ne bom zdaj povedala, kdo je to bil. In hvala seveda celi prostovoljski organizatorski ekipi, da se je omogočilo, da smo lahko tukaj. Jaz sem Jasna Martinjak, ustanoviteljica Rodne zemlje, Zavoda Rodna zemlja, ki je organizator vaških večerov, ki jih nekateri že poznate. Današnji dogodek je v bistvu drugi izobraževalni dogodek v živo iz tega naslova in seveda ni zadnji. Na vaških večerih se tvorijo lokalne podporne skupine po celi Sloveniji, ki tudi dobro veste, zakaj nastajajo, in temu nekako smo dali ime Gibanje Triglav. Zdaj, preden predstavim in povabim k besedi predavatelja, Boštjana Kojca, še nekaj operativnih podatkov. Ja, mednje spada tudi to, da Boštjan ima svoje knjige s sabo in so naprodaj. In tudi moje knjigce, Vladni ukrepi in moje knjigce, Vladni ukrepi in človekove prvice, kdor je še nima, je tam v zadju možno kupiti. Potem vas prosim, da utišate telefone, kdor ga še ni. WC je tlele v zadnji. Ja. In pa kosilo je ob 12, a ne. Tako da, kdor še ni pogledal na tale dnevni red, za 12 pa 12:45 imamo kosilo. Po kosilu bomo podpisovali izjavo o tem, da smo živi, kdor jo še ni. Po tistem bo odmor kratek, po odmoru pa potem del z vprašanji in odgovori in ob 6 zaključimo. Tako da gremo na potovanje, a ne? Boštjan Kojc, avtor knjige Človek v pravu. Hvala, da si z nami in komi čakamo, da te slišimo. Hvala. Dobro. Cenjeni ljudje, lepo, da vas je toliko tukaj. Danes si predstavljam, da bomo šli skozi nabor listin, ki jih želimo vsi skupaj spisati, zato da bomo imeli eno tako listinsko podlago za udejanjanje našega statusa in našega stava, pa da se predvsem pogovorimo o tem, kako naš stav sploh spostavimo in ga oblikujemo, da bo trden, da bomo lahko zastopali sebe in svoje soljudi na ta način, da bomo na koncu nekako uspeli spostaviti neko obliko obilja v našem življenju in seveda svobodo. To, kar počnemo, je nekak naraven zgib vsakem od nas, ki pač je nekak čutil, da bi si želel živeti neomejevano, brez nekega terorja, brez nepotrebnih pritiskov in omejevanja, ki smo ga deležni vedno bolj in vedno bolj, do te mere, da ga tudi prepoznavamo, ne glede na to, kako lepo je zapakiran, pa nam predstavljen kot edina pot. Zdaj, vsi, ki ste že nekaj brali, veste, da to ni edina pot in zato ste tudi tukaj, ne? Jaz verjamem, da bomo lahko veliko dosegli, glede na to, koliko ljudi se prebuja in potrjuje, da ima željo tudi kaj drugega v življenju početi, ko pa samo tista predpisana rutina od 9 do 5, pa
svoje rojence dati poneumljati v neko šolo, zato da pač je mir in se da preživeti v tej ekonomiji. Ekonomija sama po sebi govori o tem, da je to razumevanje narave, če gledamo grški izvor besede. In dejansko nima nič prav dosti z komercom. In ogromno takih besed so si priredili, ker zvenijo ali pomenijo nekaj dobrega, v resnici pa se potem tudi iz tega izcimi to, da razumemo stvari povsem napačno. In ena od teh besed je oseba. Ker govorimo o sebi, domnevamo, da gre za nas, ko govorimo o osebi. Vendar je oseba samo arhiv, zapis naših lastnosti in te naše lastnosti dajejo vrednost osebi. Z to vrednostjo osebe pa komerc posluje. Ima profit od tega in brez tega tudi ne bi mogel poslovati. Sicer smo zdaj v okviru nekih knjigovodskih vrednosti, kar se nadomestka denarja tiče, nekako zapopadeni s tem, da ko to spoznamo, ugotovimo, da sami sebi lažemo, da delamo za nekaj, kar je povsem brez vrednosti. Niti tiste prave neke dogovorne vrednosti nima, ko bi si jo lahko mi med sabo dogovorili. Ampak jo določa nekdo drug in jo pogojuje pač z svojimi potrebami, ne pa z dejanskim stanjem. No, v glavnem, jaz bom potem vzel vseh vaših vprašanj, zaenkrat pa bi mogoče nadaljeval s tem, kako sem jaz začel z tem odkrivanjem. Jaz sem bil vedno nekak radovedne sorte, me je tak širok nabor stvari zelo zanimal pa pritegnil. In na koncu pač so me povabili v eni skupini, ki se je imenovala Prasindikat k sodelovanju. Tam sem spoznal nekaj ljudi, ki so bili že raziskovalci in potem smo nadaljevali svojo pot nekaj let. Pa smo potem prišli tudi do nekih spoznanj in znanj, da smo potem na osnovi tega lahko sestavili varovalen sporazum in začeli delati neke korake. Mogoče ni bil dovolj hiter tempo za vsak okus. V glavnem, nekako smo se razšli zaradi tega, zdaj pa se mogoče poskuša spet spostavljati sodelovanje, vsaj z nekaterimi iz te ekipe, ki so še živi. Še boljše pa bo, ko boste vsi ostali toliko polnomočeni, da boste vi prevzeli to, kar smo mi že začeli, pa to nadaljevali in skupaj bomo lahko dosegli sigurno neprimerno večje uspehe, kolikor smo jih lahko zdaj mi peščica. In jaz se pravzaprav zelo veselim tega. Koliko od vas je že napisalo izjavo, da je živ? Super, kar dosti. To pomeni, da ne bo treba dosti dela z ostalimi in potem boste seveda videli, da ste sposobni ustvariti eno posebno listino, ki dokazuje vašo pravilno sposobnost in vašo sposobnost zastopati samega sebe. To pa je ključnega pomena, če hočemo odgovorno živeti svoje življenje. In to naše življenje mora biti čim bolj polno in čim bolj svobodno, zato da lahko uresničimo svoj ustvarjalni potencial. In to je tista prava vrednost našega življenja.
jaz bi tej ustvarjalnosti, ki jo človek prinaša, rekel, da je celo edina vrednost za našo izmenjavo. In temu bi lahko rekli tudi denar. Zdaj, ta trenutek je najbolj aktualna skupina, s katero sodelujem, oziroma smo jo skupaj ustvarili, je staroveška skupnost domorodnih ljudi. Verjetno ste se že srečali z domorodnostjo in upam, da vsi lahko razumete, da ste tudi videli tega, da prihajate iz rodu, ki tukaj živi že od pameti veka in da je to dejansko tudi prarod. In ta prarod nosi sabo dedovane pravice in nosi sabo vedenje in čutenje tistega izhodiščnega prava, tega, kar je pora, torej spet smo pri besedah, ne? Pora bo, torej, če bi to zapisal v sodobni jezik, bi se prebralo pravo. In tisto pravo, ki ga uporablja ta komercialni sistem, je pač v okviru tega, da je lahko samo zbir notranjih korporativnih pravil, ki jih imenujejo zakoni, zelo omejen. To naše pravo je pa pravo in izhaja iz razumevanja. Danes v kmetijsko temu rečejo permakultura ali pa kaj takega sonaravno, ne? In ker izhajamo iz tega, smo v neposrednem stiku z naravo in ker se zavedamo, da iz nje izhajamo, priznavamo tudi naravne zakone, zakone stvarstva, od fizikalnih zakonov, matematičnih konstant, karmičnih zakonov, ki vključuje tudi zakon privlačnosti. In ko te stvari spoznavamo, vidimo, da je tisto polje nekih vedenj in znanj, ki je v nas in je naše, je nam blizu, je dejansko daleč stran od tega, kar v šolah učijo. Ne samo, da ponujajo neka znanja, ki so pogojno uporabna, ponujajo predvsem to, da smo mi naučeni biti podrejeni. In to se skozi zgodovino kaže kot precej slabo. Vedno so bili zapisani zgodovini sužnji, ki pa so jih prvi, ki so to zapisovali, imenovali sklavini. Sklavini je bilo drugo ime za Slovence, zato ker latinščina ni znala Slovenec drugače zapisati kot sklav. In iz tega potem tudi pride nemška beseda der sklave, pa iz tega potem angleška the slave. So šli še mogoče dalje in so Slav, Angleži, hoteli, pa tisti, ki so to angleščino upravljali, predstavili kot nekaj nekontroliranega, nekaj pijanega, ne? To slave, oziroma to slav, sem pozabil, kako se točno izgovori, je pomenka za to, da se opotekaš pijan po ulicah nekih. Ne? V glavnem, besed je ogromno, ki pomenijo v resnici nekaj drugega, kot je to, kar je v resnici. In besed in tega, kar smo, je treba se naučiti, pa razumeti, da bomo vedeli, kaj sploh nekdo z nami govori. Uradni jezik, ki velja v tem komercu, se imenuje Unidroid.
in poznamo ga po zapisih iz UCC-ja. No, ves čas se zaganjajo v te naše konce in poskušajo razparcelirati naše dežele, razseliti naše ljudi, ki so živeli tisočletja in tisočletja v miroljubnem obilju in so živeli brez nekih spopadov, to pač kaže arheološke izkopanine. In jaz verjamem, da to, kar so naši predniki živeli, da je bilo nekaj dobrega in potem si tudi moramo imati zgled, če hočemo biti zadovoljni sami sabo. Ta naša kultura, oziroma omika, sega vsaj 65 000 let nazaj, kot je to dokazal nazadnje tudi dr. Berdih v teh svojih analizah izsledkov genetskih raziskav, ki so se po svetu vršile od leta 2009 do 2013. In to govori o tem, da smo ne samo prarod, ampak uspešen prarod, ki je zelo dobro živel, je imel stvari urejene na ta način, da je lahko živel sonaravno v nekem obilju. Zaradi tega si vsi nekako tudi prizadevajo to razkosati, ker je to naša pravo prednostno in ima prednost pred vsemi ostalimi oblikami prava, ki je uporabljeno kasneje. Najbolj znane dve obliki prava, ki sta še danes aktualni, so obče pravo in pozitivno pravo. Oboje nekako se veže na pomorsko pravo, ki je cerkveno, in cerkveno pravo je pa tisto, ki je uspelo dejansko v glavah zasužniti ljudi, namesto da jih daje v materialne kovinske okove. In en lep zapis je bil, ko ga je moj prijatelj, tudi starešina, v starovedski skupnosti zadnjič objavil in piše: prišli so, imeli so Biblijo in mi smo imeli deželo. Dejali so nam, zaprite oči in molite. Ko smo jih spet odprli, so imeli oni deželo, mi pa smo imeli Biblijo. Tako da to kar v redu povzame in s tem so se soočali rodovi naših prednikov po vsem evropskem kontinentu, pravzaprav Evraziji z Severno Afriko. In vse povsod je pač bil en tak napor vložen, da se razvrednoti stare običaje kot nekaj zgrešenega, slabega, zastarelega, neuspešnega in da je treba slediti nekim novim sodobnim vzorom. In ti sodobni vzori so nam uspeli potem tudi prikrajšati naš stik samim sabo, med nami samimi in tudi z stvarstvom. Tako da so nam silili nekega posrednika, ki ga dejansko ne potrebujemo. Jaz upam, da nas je čim več tukaj takih, ki verjame, da smo mi sami posrednik za stvarstvom in da smo del stvarstva, ki ko pogledamo vase, dobimo odgovore in nek odziv in vidimo tudi, da se naše telo odziva na zunanje držaje. Še vedno vemo, da imamo svoj imunski sistem in da ne rabimo nekih cepiv in boosterjev ali pa nekih drugih tehnologij, ki bi nam naj kvazi pomagale, v resnici pa so tukaj zato, da nas sužnijo. Torej, naša naloga je vzpostaviti svoj status takšen, da bo veljal napram temu komercialnemu sistemu, ki se zajeda v vse pore našega življenja in zahteva, da se mu podredimo,
v vseh pogledih. Jaz nisem pripravljen tega početi, pa mislim, da vedno več ljudi tudi ne. In zato mislim, da v končni sliki bomo mi oklicali naše dežele in v okviru naših dežel bomo živeli po svojih pravilih in v okviru teh pravil bomo pač imeli redne veče oziroma srečanja, kjer se bomo sami med sabo dogovorili, kaj je potrebno in bomo to tudi izvajali. In to, kar bomo sklenili, bo tudi vedno veljalo. Zato pa potrebujemo nekaj vedenja in tisto odgovornost, pa bomo lahko speljali vse. Zdaj, zaenkrat sta oklicani v življenje dežela Štajerska in dežela Krajinska, ampak to so še vse samo zaenkrat tisti zametki, ki še ne dajajo nekih pravih učinkov. Ti učinki bojo nastopili šele takrat, ko bomo vsi skupaj aktivno delovali in sodelovali, zato da bomo soustvarjali vse take stvari. Tudi praktično moramo začeti živeti v svojih lastnih skupnosti, ki niso vezane na mesta in njihove komunalne storitve. In zaradi tega si vzpostavljamo obliko našega delovanja izven njihovih pristojnosti. Zato uporabljamo tudi svoj čas, čas naših prednikov, ki smo ga povzeli po zapisih, ki so nam bili dostopni od arijanskih Slovenov. Hkrati pa, ker poznamo naše lastne dežele, lahko zagotovimo tudi prostorsko pristojnost. In ker vemo, da pravna pristojnost je na naši strani, ker imamo svoje pravo, je tudi to področje lahko enostavno pokrito. Prav gotovo pa je tisti duh, pristojnost nad tem, kar je več kot samo materialno telo, je pa stvar neprestanega razvoja. Učimo se do konca in tak je tudi najboljše. Pomembno je, da vemo, kaj je naša last. Zato, ker tisto, kar je naša last, bomo lahko zastopali, branili, živeli, izpopolnjevali, negovali in dovolili, da raste in uspeva. Naša last je v prvi stopni, ki se je zavedamo, je seveda naše telo. In tukaj moramo biti neomajni. Enako pri našem duhu in našem umu. Naše misli so naše. Vztrajati moramo pri tem, da jih bomo oblikovali sami in da bomo imeli nadzor nad našimi čustvi. In takrat bomo lahko zagotavljali tudi neodvisnost našega duha, ki bo svoboden. Potem pa je na nas, da zaščitimo še ostale oblike naše lastnine. To pomeni vse tisto, kar je dedovano od materialnega do nematerialnega, torej recimo nek pravni vidik dedovanja. Dedovali smo omiko, neke izkušnje, zgodovino naših prednikov. Vse te stvari, ki jih beležijo kot avtohtone, mi jih imenujemo kot starožitne, domorodne ali pa kaj podobnega. Vse te so naše, nihče s tem ne more razpolagati in nam določati, kaj je in kaj ni. Vemo, da imajo te korporacije tudi svoja pravila, ki omogočajo izvajanje tega in so korporacije zavezane k izpolnjevanju raznih mednarodnih dogovorov, ki so jih sami sestavili, podpisali, dogovorili in so jih primorani tudi izvajati.
od 2007 velja deklaracija Združenih narodov o domorodnih ljudeh, ki je dejansko tudi izvajana že marsikje po svetu precej uspešno. Nas se seveda skuša spregledati, zato ker prej sem že omenjal naše pravo, našo staro pravdo, in ta je taka zelo močna stvar, ko jo bomo začeli živeti. Nekateri se mogoče bojijo, da jih bo to ogrožalo. Mi pa pravimo, da mi ne želimo biti del komerca. Lahko sodelujemo z njim, tako so se tudi sami zavezali, da nam bojo omogočali. Vendar bomo poskušali ali pa naredili vse za to, da niti ne bomo imeli potrebe potem. Zato ker je danes večina stvari, ki jih ta komerc ponuja, precej nizke vrednosti in nizke uporabnosti. Jaz mislim, da bomo dosti več dobrega napravili za sebe, ko bomo ustvarjali sooskrbne skupnosti, ker vsi smo polni nekih talentov, nekih znanj, spretnosti in bomo en drugemu lahko ponudili vso to oporo, ki jo potrebujemo. Tudi ljudje smo razvili tehnologije, ki obstajajo, pa so nam nek pripomoček in včasih tudi bergla, ki je ne potrebujemo, ampak vredno, sposobni smo vsega. Dejansko tega tehnološkega sveta ne potrebujemo tako zelo, da brez njega ne bi mogli živeti. No, to je bil zdaj mogoče en ta pogled. Mogoče zdaj, ko smo pri tej tehnologiji, upam, da ste že srečali to, da je ameriško vrhovno sodišče odgovorilo na vprašanje, kakšen je status cepljenih ljudi v zvezi z človekovimi pravicami. In to je podalo svoje uradno mnenje, da cepljeni ljudje ne morejo več uživati človekovih pravic, zato ker so tehnološka last tistega, ki je patentiral spremembo njihovega genoma. In tukaj je pri marsikom nastala zagata, ki jo bo treba rešiti. Zdaj, ljudje, ki vemo, da smo gospodari svojih misli, svojih čustev, vemo tudi, da s tem aktivno delujemo na DNK in ga lahko tudi spreminjamo, tako da vse te stvari so tudi povratne, to ni dokončna obsodba. Je dokončna obsodba za tiste, ki se ne bojo znali postaviti za sebe in ne bojo delali na tem, je pa rešljivo. Obstajajo tudi še kakšne drugačne poti, drugačni načini, ki bojo tem ljudem omogočali neko čiščenje, neko zdravenje in potem si bojo ti ljudje tudi lahko pomogli, če bojo še pravočasno nekako se odzvali na te stvari. V naravi imamo vedno ali simbiotičen ali pa parazitski odnos. In ljudje smo tudi nagnjeni k temu, da ali iščemo neko sozvočje, neko kvalitetno sobivanje ali pa vesimo na kom drugem ali nečem, zato da nas podpira in ga izčrpavamo. Najlepši odnosi so tisti, ki temeljijo na tem, da skrbimo en za drugega in da nam je mar. In tukaj mislim, da je ena velika moč, ki jo še imamo veliko v rezervi pri mnogo ljudeh in bomo lahko presegli izčrpavanje, ki nam ga dejansko to okolje, ki smo ga preveč vajeni, tudi ponuja. Ti paraziti se napajajo seveda
z našim delom, z našimi telesi in seveda tudi z našim čustvovanjem. Zato zdaj seveda tudi mediji bruhajo tako poplavo vseh teh problemov, stisk, omejitev in raznih banalnosti, ki so že včasih tako smešne, da se vprašamo, pa kak ne vidijo drugi, ne? Kak jim ni jasno. Ne? Nekateri se tolažijo, da neka čistka itak mora biti, da enim ni pomoči. Jaz mislim, da za vsakega obstaja nek trenutek, v katerem bo tista neka iskrica spoznanja prevladala, pa bo tudi sam sebe znal usmeriti na malo drugačno pot, na drugačno misel, na drugačno spoznanje o samem sebi in potem lahko tudi popravil svoj odnos, pa začel hoditi po malo drugačni poti. In ta parazitski sistem vedno ponuja neke svoje rešitve, ki vedno vodijo v to, da bo imel parazitski sistem korist. Nikoli ni obrnjeno nasproti, nekaj tako dobro se sliši. In tudi te današnje volitve, ki se dogajajo, ne danes, ampak volitve, s katerimi nas zasipavajo, nam ponujajo neke mesije, neke rešitelje, ki bi naj opravili delo namesto nas, v resnici pa to ni pot, zato ker se moramo zavedati, da ves ta komercialni sistem deluje na osnovi nekih komercialnih zakonitosti, ki se manifestirajo, ki se izkazujejo tudi skozi v navednicah denar, torej te dogovorjene knjigovodske vrednosti, ki nimajo nobene osnove, ne, in so vodilo samo zato, da bojo obvladovali množice. In vsakega od teh politikov se v glavnem da kupiti ali pa onemogočiti ali pa celo odstraniti. Tako da jaz se ne bi slepil s tem, da po neki politični poti lahko dosežemo neke velike spremembe. Ne? Neke prave rešitve pa prave spremembe so v nas in v našem povezovanju, ne? V svobodnem druženju in svobodni misli, zato da bomo lahko nadaljevali na ta način, da bomo zjutraj, ko odpremo oči, pomislili, okrog mene so pa ljudje. Imam nekoga za pogledati v oči, imam z nekom možnost govoriti, pa se dogovoriti in potem tudi skupaj z njim živeti in vedeti, da sem varen, da ne bo tukaj samo zato, da me izkoristi ali pa omejuje. In v okviru tega je treba tudi vedeti, da če bi bili neki rešitelji, ne, bi že napravili neki red ali bi dali neko tabletko tistim, ki niso uspeli do zdaj razumeti, pa bi potem razumeli, ali pa bi se že zgodila tista Kiev vojska, ki bi vse odpeljala in zdaj sploh ne bi imeli takih problemov, ki jih imamo. V glavnem, nimam koga čakati. Tu smo, zdaj smo. Dokler nam ne pride nekdo naproti, pa nam da resnično roko pomoči, brez veze, da koga drugega pričakujemo. Ne? Pa dovolj smo, sami smo dovolj, ne? To moramo verjeti, globoko moramo verjeti v to in se tega zavedati, da za tem, kar premoremo, zmoremo dejansko tudi vse. Domorodni smo svoji, od nikogar drugega. Imamo lastno pristojnost. Pristojnost nad svojo zgodovino, nad svojimi pravicami, nad svojim življenjem, nad svojim stavom
In zavedamo se tega. Ne? V Sloveniji smo zbir rodov, ki je naseljeval izredno veliko področje in tu še vedno lahko delujemo, živimo, poslujemo, počnemo karkoli nam je volja, zaradi tega, ker se znamo sami postaviti na ta način, da bomo delovali koristno in ustvarjalno. V starovedski skupnosti smo ena ekipa, ki zdaj že dobro leto delamo na uveljavitvi listin, zato da bi za vse skupaj uspeli pripraviti en tak temelj, ki bo deloval in bo uspešna podlaga ali pa orodje za vse ostale, da bomo lahko skupaj delali, kar pač imamo namen delati. Vidi, meni zelo pridno pišete. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje, lahko tudi vpraša, drugače pa na spletni strani starovedska skupnost.net je ogromno stvari že napisanih in je dokaj dobro razvidno, kaj počnemo. Tako da, če slučajno zdaj vmes kako vprašanje, prosim. Jaz imam eno vprašanje. Jaz sicer spremljam še tudi ljudsko pisarno. Ja. Zdaj mene zanima, je to ista zadeva, ampak pač drug način, ali malo sem zmedena, predvsem zaradi varovalnega sporazuma. No? Ja. Ker pač gor pravijo, da treba v Gornjo Radgono samo iti, kakor sem pa jaz brala pa vse skupaj, pa za veljaven varovalni sporazum dejansko rabiš samo priče. Zdaj, ali je še kaj skritega, da nimam informacij, pa da je treba res samo v Gornjo Radgono to skleniti, ali je dovolj res samo žive priče, mislim, živi ljudje, da ti potrdijo kot priče. Varovalni sporazum je pogodba med živim človekom in osebo, ki je ustvarjena na njegovo ime. Tako da ni važno, kje se to napiše, podpiše in avtorizira. Ni treba po mojem hoditi v Gornjo Radgono, lahko se pa gre tja za kakšna dodatna pojasnila, zato da tam tisto evidenco peljejo. Zakaj drugega pa ne vem, nekih dodatnih razlogov jaz ne poznam za to. Pravi, ni nujno imeti na tistem 120-gramskem papirju preko tiste ene in iste tiskarne, ker tudi pošiljanje, oni pošiljajo recimo na Ministrstvo za zunanje zadeve, take stvari naj bi urejal matični urad, pač spremembo od osebe, mislim. Spremembo statusa, ja, zakonitega statusa. Tako da, ne vem, jaz sem sumljiva, pa če mi ni vse jasno. Sumničova. Dobro. Pa pač, da nimam vseh informacij, ne moram, da se želim imeti pravno podlago, ker danes v sistemu lahko sem s pravno podlago dejansko uveljavljaš vse skupaj, ampak nikako ne dobim odgovorov, ne? Zato mi prav specifično zdaj za Ja, uradne listine, pa vrednostni papiri se v glavnem pišejo na tisti papirja, to drži, ampak pogodbo lahko tudi na en listič iz beležke iztrgan napišeš, pa bo potem to tudi veljalo, ne? Važno je tisto, kar noter piše, pa važno je, da je pravilno podpisano in pravilno avtografirano, zato da to, kar je tam zapisano, tudi velja, da je potrjeno. Ja, z veseljem. Super vprašanje. Še ima kaj takega? Prosim. Ja, na naslednji strani sem bral razna pisma, pa me zanima, zakaj so bili agenti z AM v oklepaju pisani. To je tisto sprenevedanje o teh imenih. Agenti z AM v oklepaju. Zakaj? Torej, agent
je živ tisti, ki deluje. Agent je pa antiteza temu, ne? To pomeni, da je neživi delujoči, kar je problem. Mihaj, bi mogoče rekel samo vprašanje, ne? Ali smo potrebna listina, če smo živi, ker v končni fazi mi smo se rodili živi, dihamo živi, ali smo pravimo komu karkoli dokazovati? Zakaj bi smo pravili dokazovati nekomu? Super, hvala. Ja, dejansko je to. Vse je butasa, da moraš sploh komu kaj dokazovati, ne? Ampak s tem, ko ti napišeš izjavo, da si živ, pokažeš svojo pravilno sposobnost. Zaradi tega, ker država, sistem pričakujeta, da so vse osebe nesposobne, da potrebujejo skrbnika in zato se država vedno postavlja v vlogo skrbnika in poskrbi za vse, od zdravstva, šolstva, vseh komunali, od cest do omogočanja trgovin, menjave blaga, komunikacije, vse od A do Ž poskrbi. In zato kot v narekovajih odgovoren skrbnik prevzema tudi določeno odgovornost. In so se pripravljeni pogovarjati z nekom, da je pravilno sposoben šele, ko to tudi dokaže. Ne, med sabo ne rabimo, ne? Se pač pogovarjamo, nama je jasno, ne? Ampak nasproti stoji pa sistem, ne? In zaradi sistema je treba pokazati, da ti lahko z svojo roko napišeš. Ne? To meni ne samo, da si ti nekaj izrazil, pa je nekdo drug zapisal, ne? Ampak dejansko si sa svojo roko z pisalom na list papirja nekaj napisal. Ne? In je to še dodatna potrditev tega, da si sposoben, ne? Da si sogovornik, da nisi neki nebodiga treba, nek šum, ki se je tam pojavil in se ga ali spregleda, ali se ga pa omakne. Ne? To meni, si nekaj pomembnega, ne? Si eno dejstvo, ki je upoštevanje vredno. In dejansko z roko lahko piše živ človek. Ne? Stroj tega ne more napraviti. Ne? Vsaj ne avtentično. Ne? Enako kot podpis. Podpis lahko daš ti samo svojo roko. Vsi ostali so ponaredki. Pa je možno mogoče v komunikaciji z uradnimi osebami, tisti, ki se deklarirajo kot uradne osebe, enostavno z par besedami povedati to, brez da imaš dokument sam, brez da imaš to listino sam. Recimo rečeš, nimam pogodbe z vami, me ne zanima, ali pa nič ne bom odgovarjal, kaj tazga, ne? Ja, postopki so različni, ne? Ampak je pa pomembno to vedeti, kdaj kaj počneš. Zdaj, dejansko sistem komerca je sistem fikcije, torej črke na papirju, pogodb, to so statuti. Ne? In vse te fiktivne zgodbe sestavljajo eno širšo zgodbo, ki omogoča to, da sistem posluje, ne, z vsemi udeleženimi. Drugače, ne bi bilo to sigurno ne bi bilo potrebno. Prosim. Tam je ena gospa dvignila roka. Kako? Križec. No, včasih smo imeli pisarje in v takem primeru je tista ljudska pisarna genialna zadeva, ne? Prosim. A to izjavo, da živ človek, to daš bolj, da se reče otroštvo, da ti napiše, ali je neka starostna omejitev, ali za otroke sprašujem. Ja, kaj? Če tudi za njih podpišeš, da ne vem, če si že 15, tudi podpišeš to izjavo, ali kakšna starostna omejitev, ne? Ne vem, nekdo je zrel pri 12, nekdo pa nikoli ni, ne?
Tako da je čisto tak, ne. Kdor je sposoben se izraziti kot živ človek, pa da mu gre verjeti, da ve, kaj govori, je to odlično, ne. In to lahko vsak napiše, sicer pa dokler da roditelj čuti, da mora biti skrbnik svojega deteta, ne, svojega rojenta, do takrat pač zapiše v varovalni sporazum, da je tudi skrbnik svojih rojencev. In dejansko je zastopnik v pravnih in finančnih poslih tudi za te zadeve. Jaz bi se izognil skrbništva, zato ker poskušamo biti pooblaščeni zastopniki, da so čim manj ljudje navajeni, da imajo nekega skrbnika, ne, da so čim prej samostojni, da razmišljajo samim sebi pa o tem, kako morajo ravnati odgovorno. Hoče še, ja. Se tudi pri skrbniku je tudi tak sklad, ne, da v bistvu ene skrbnik, pole pa nekdo, ki dobi nekaj od tega in pole pa še tudi ta dolžnost, pa dolg pride, nastane z tega, ne, nekaj takega, država isto, ne. Ja. Je skrbnik, pole smo pa mi, za nas nekaj poskrbi, pa smo pa mi dolžni nekaj. Že z tega odnosa nekaj rad, on nekaj ponud, sicer nam ni bilo vse razkrito, ampak ja, država nam nekaj ponudila in v bistvu ni bilo vse razkrito, kaj je zadaj za temu, mi to sprejmemo in pač v tistem odnosu postanemo nekaj dolžnika. Ne. Zdaj pa tudi kot starš skrbnik, mogoče tudi tukaj pride nekaj na človeški ravni do enega dolga, pa v odnosu, no, čisto tako, na človeški ravni. Ne. To se sprašujem, gledam to. Hvala lepa. Ja, drži. Vsa taka skrbništva so lahko tudi pogodbeni odnosi, ki nosijo v sabo neko finančno ali pa materialno odgovornost in dobro je, da vemo, da so osebo ustanovili na ta način, da so potem lahko odprli tudi en sklad na tisto ime in s tem država posluje in ta kolateralni račun pač skrbi za to, da se pokrivajo dolgovi ali pa škode, ki nastajajo iz naslova delovanja, poslovanja osebe. In tudi to izkoriščamo na ta način, da sistemu, kadar pritiska z nekimi vprašanji ali pa zahtevami, da naj tiste resnične ali pa fiktivne dolgove poravna iz naslova kolateralnega računa, da nas po nepotrebnem ne bremeni. Jaz sam se ne spuščam v pogosto poseganje tega, sploh pa ne v to, da bi ta kolateralni račun prevzel v svoje upravljanje, zato ker ga nisem jaz ustanovil, nisem ga vzpostavil, ga niti ne vodim. Zavedam pa se, da ko živim svoje življenje, sem dajalec vrednosti osebi in hkrati temu kolateralnemu računu. To pomeni, zavedam se, da sem jaz tisti, ki prinaša vrednost in zaradi tega sem upravičen tega, da se lahko sklicujem na to, da se potem dolgovi na ta način tudi poravnajo. Dolgov pa jaz glavnem nisem povzročil, ne? Ker nimam takega odnosa s sistemom, da bi jih lahko. V glavnem so neki dolgovi siljeni, namišljeni, inscenirani, predstavljeni na ta način in imajo namen, da pač človeka sužnijo. Jaz pa ne želim biti sužen. Kje je, pa kdo ga je naredil, pa kakšen znesek je gor, če poplača dolg? No, se lahko še enkrat vprašam. Mene pa zanima, kje je ta račun, ne, oziroma kdo je naredil ta račun, kakšen je znesek na tem računu, kje je ta račun in kako se dostopa do tega računa, če moraš dostopati.
Hvala. Do tega računa dostopajo drugi, tisti, ki si to vse skupaj poplačajo. Po mojih informacijah ga ustanovi Federal Reserve, vodi ga pa Mednarodni monetarni sklad. Aha, vrednost. Ja, naj bi se začelo z 400.000 funti oziroma z $500,000. In ta vrednost narašča, ta čas, ko človek živi in ustvarja neko dodano vrednost. Zdaj, najbrž, da je dovolj, da bi se pokrilo naše neke pufe, ki so prikazani, ker glede na to, kako živimo, nismo resipni tako kakvi Avramoviči ali pa vsaj kakvi lokalni šerifi tukaj pri nas, ne. Tako da bi moralo zadostovati. Lahko praktično posegamo po nekem kontu, po tem računu, koga lahko v praksi uporabimo? Jaz mislim, da je najbolj smiselno ga uporabljati takrat, ko prihaja do nekih neupravičenih ali pa upravičenih terjatev strani države. Da bi pa ga črpal za to, da bi si kupil neki svoj otok, gor postavil vilo, pa neko ogromno jahto, pa je vprašanje smiselnosti, ne? Ker si potem spet, če nič drugega, popolnoma vpet v ta sistem, iz katerega bi rad izstopal. Zato, ker vse, kar želimo, lahko ustvarimo, ne? Če znamo dejansko delati s tem. Fajn pa je, če se vedno učimo in se usposabljamo. Jaz verjamem, da tako, ko zgledamo, pa to, kar premoremo, je vse plod tega, kaj smo si mi uspeli predstavljati kot resnično v zvezi z nami samimi, ne? In ko smo si sposobni predstavljati ali naše zdravje, ali neko gmotno stanje, se dejansko stvar tudi uresniči, ne? Prej sem omenjal zakon privlačnosti, ne? Mogoče komu tuje, ne? Ampak je pa to ne zakonitost, to je dejanski zakon, ki obstaja, ne? In deluje v celem univerzumu, ne? Ne vem, zakaj bi potem bili nevedni izjema, ne? Se pravi, tukaj, če odgovor to, da ti ta račun, ko nekdo hoče posežiti po temu denarju upravičen ali pa neupravičen, ti samo nasloviš tega na ta račun, da lahko iz tega pokrije. Ti sam pa ne rabiš dostopa do nekaj ukrenega, ko greš v svojo banko, pa nekaj dostopaš. Sam rečeš, iz tukaj lahko pokrijete, ne? Ja, jaz sem točno tak način si to predstavljam. Podaš navodilo, da se pokrijejo terjatve iz tega in tega naslova. Vsi pa tudi vejo, ne? Sploh, ko se pogovarjaš z nekimi višjimi inštancami, da to obstaja, ni to nek babav, ne? In se pač to uporablja. Eni celo nakupujejo preko Amazona, sem videl, pa take stvari, da se, očitno se da, ne. Zdaj, če je to smisel tega ali ne, pa ne vem. Mogoče bi se samo še, hvala, samo trenutek, navezal na tisto vlogo oziroma pošiljanje varovalnega sporazuma, ne. To pogodbo o zastopanju je fajn pošiljati na več naslovov, ne samo na matično knjigo, tam, kjer se vodi zakonski status osebe, ampak tudi na zunanje ministrstvo, zaradi tega, ker so oni komunikacijski kanal z Medameriško investicijsko korporacijo, ki je lastnik Republike Slovenije, oziroma banka je lastnik. Potem je na Ministrstvo za infrastrukturo dobro poslati, zaradi tega, ker oni imajo, bi rekel, urejajo področje municipalne pristojnosti. To so mogoče tiste osnovne tri, ne? Lahko pa še kam drugam tudi pošiljamo, ne? To v uveljavitev. Prosim. Kako se reče temu računu po angleško, mislim, da bi sploh
informacij. Temu računu, o katerem ste prej govoril, torej, ki pade na vsakega zemljana. Collateral account, collateral konto. Collateral account. Ja. Ja, te stvari se tudi sproti razvijajo, ne? Zdaj smo nekako pričakovali, da je pošta nad vsemi, ne? Vemo, da poštar lahko pride na vsako bojišče, ne ubi tistega, ki nosi sporočilo in tak naprej, ne? To zgodbo poznamo. In poštna ustava je pač zagotavljala to, da je vedno vse skupaj delovalo po UCC-u, Uniform Commercial Code. Danes pa so prišle informacije, neki indici to potrjujejo, da je IMF lastnik pošte. Torej, malo se spreminja razmerja. Ne? Zdaj bomo pač videli, kako se bojo stvari še naprej razvijale na tem področju. Važno pa je, da vseeno mi sami, ne glede na vse te zaplete in spletke in podobe, v katerih se nam ta sistem ponuja, verjamemo v to, da smo sami sposobni in dovolj odgovorni, da bomo speljali stvari po tej poti, da bo dobro za vse. Ne? Prosim. Mene zanima, ali se razmišlja mogoče v smeri tega lastništva zemljišča, zemlje, ker mi pravzaprav nismo lastniki zemljišča, na katerem živimo, ne glede po pravu, če se bomo malo poznali, že to, da nas obdavčujejo, s kakršnim koli, nima veze, lahko je ono 3 evre na leto, se nima veze. Ampak, če ti moraš plačevati davek, avtomatsko nisi lastnik tiste zemlje. To je ena stvar. Jaz sem nekaj ujel, da v Ameriki je obstajalo, v Združenih državah, je obstajalo nekaj, kar se je reklo land patent. In na osnovi tega si ljudi to, kar bi Angleži rekli freehold, torej si res lastnik, lahko kopljaš do sredine zemlje na svoji, na 500 kvadratov imaš, in ti lahko kopljaš do sredine zemlje, lahko počneš karkoli. In ta land patent uporabljajo rudarska podjetja in te, ki kopljajo naft, mislim, ki črpajo naft, zato, da lahko vsem nam je pa nekako nas speljajo mimo, torej nimamo tega, ne vem, kako bi preveril, zemljiškega patenta, jaz ne vem, ali to pri nas sploh ne obstaja, mislim, ali ne vem, ker mi se nekako, jaz ne vem, meni je nelogično, da jaz sem lastnik zemlje in kaj ti moram plačevati davek, ampak kaj vidiš s tem land patentom? Ne, ni treba nobenega vprašati, ali bom jaz tam gradil ali ne, ker sem jaz lastnik in lahko to počnem, nima vez, nobenega ni treba vprašati, ni treba plačati nobenih dajatev nikomu, ker sem lastnik. Mi pa tega ne poznamo, to ne obstaja. Te stvari dejansko obstajajo tudi pri nas, samo treba jih je znati uporabljati, pa najti vire, ki to opredeljujejo. Pri nas imamo še vedno v veljavi tudi obči državljanski zakonik, ki ga pač ta sistem pozitivnega prava ne bi želel videti, ampak dejansko pa še vedno je tukaj. In to je ravno tisti most, tisti vezni člen med tem sodobnim, pozitivnim, statutarnim pravom in naravnim pravom, na katerem stoji naša stara pravda. Je pa dejansko tak, da land patent dobiš ob priglasitvi, pa ko se pokaže, da ni drugih lastnikov, ti prideš tja in izvedeš claim, postaviš količke in podaš zaznambo, da si tam in da drugi ne morejo tam teh stvari početi koristiti. Tak naprej. Pri nas je država čisto drugače razpoložena. Pravijo uradniki, da karkoli bi se midva zmenila, recimo za prodajo nekega zemljišča,
ne bo veljalo, dokler nismo pridobila od države dovoljenja za sklenitev pravnega posla in je treba dati tudi vlogo. Pomeni, nekdo mora nama dvema dati dovoljenje, da mi dva neki posel sklenemo. To je hujše kot pri malih otrocih. To je popolna nesposobnost najnega sodelovanja, komuniciranja, dogovarjanja. Mi dva smo čisto brez veze. Za vse moramo vprašati. In jaz verjamem, da lahko te stvari spreminjamo. Zdaj, glede na to, da mi dejansko živimo na zemlji dežel, da nimamo mi namišljenih nekih geografskih mej, nekih ozemelj in takih stvari, ki so nerealne, če živimo izven pravne fikcije. Se mi lahko pogovarjamo o dejanskih stvarih. In potem tukaj pride do vprašanja naše etike. Tam hočemo mi posegati in zakaj. V tisto, kar je zasebno, je po mojem mnenju nesmiselno. Lahko pa posegamo v javno. In sploh na tisto zemljo, ki je bilo izvajano nad njo eno slabo skrbništvo. Naprimer, en tak potencial so državne zemljišča, ki jih oddajajo v 10-letni brezplačen najem zaradi zaraščanja. Pomeni, nekdo je dokazano bil tak slab skrbnik, da se temu odpoveduje. Ti samo pridi za 10 let, delaj kar hočeš, samo poskrbi za to, ker sem jaz nesposoben. In mi lahko pridemo, pa vsa ta zemljišča prevzamemo. Niti ne rabimo z njimi sklepati pogodbe o brezplačnem najemu, ampak samo claim izvedemo. Potem so pa seveda nas kliče v neki odgovornosti tudi skrb za ostalo naravo. Vemo, da so umorili so življenje v tej zemlji z tem intenzivnim kmetovanjem in to bo treba vse skupaj popraviti. Tu bo treba zasaditi konoplo, razne metulnice in druge rastline, ki bojo očistile zemljo strupov in potem nahraniti spet to zemljo, da bo neko življenje v njej, da bo sposobno nekaj dajati. Enako je za vode, enako je za zrak. Novozelandski domorodci so dosegli prepoved preletov nad njihovo zemljo. Prosim? Ja, ne vem, dajmo se organizirati, zmenimo se, naredimo večjo, sprejmimo sklepe, pokažemo, da smo dejavniki in pa zahtevamo. Jaz tudi nisem dal prevesti tega. Ja, recimo nad zemljiščem, ki je bilo zapuščeno, torej kakšen bi bil recimo postopek? Jaz mislim, da moramo to še skupaj raziskovati. Jaz sam nimam čisto natančnega recepta, kak bi zdaj zadevo neposredno speljal, da bi rekel, evo, tu je obrazec, izpolniš, pa stvar deluje. Ena možnost je, da gremo gor na tisto zemljo, se postavimo, rečemo, mi smo tukaj, pa delujemo. Nekako zaskvotaš, ne? Ja, nekaj takega. Ja, se ti v bistvu, oni so kdorkoli poprej skrbnik, ni dobro upravljal s to zemljo, da pa ti pač si potem upravičen, ja, seveda. Ti pa v bistvu po drugi strani dokazuješ oziroma pokaže, da si dobro upravljal, se pa pol razlišče, komu bo dal to zemljo. To je taka etika, ne? Nekdo bi zdaj tukaj prišel skozi vrata, pa bi rekel, zdaj pa ti pridi z mano, ker si moj sužen. Ne grem, ni šanse. Ne? Jaz sem svoj, nisem tvoj. Ja, jaz sem bil mogoče presenečen, pa prvi sem se s tem malo začel zavedati, ko so v Ljubljani imeli eno družino ciganov, ki so živeli, bom rekel, so naravno, izmed sistema. In potem jim je država ponudila, če lahko se prijazno predstavijo na drugo mesto, so jim dali nadomestno bivališče, hrano, elektriko, pač osnove.
In jaz sem takrat rekel, kako pa to možno, ne? Da država jim v bistvu dala bivališče in to, rečem, zastojn. Ne? Pa jaz zelo spoštujem cigane zaradi njihovega načina življenja in tako, ampak zanimivo mi je bilo ta pristop. In potem sem se začel zavedati, da obstaja nek naravni zakon, ki je nad sistemom in ki ga mora sistem upoštevati. A je to to? Ja, to je zelo blizu čisto pisa, ne? Dejansko je stvar taka, da država mora poskrbeti za vse, ne? Če se že ima za nekega skrbnika in tako vidimo, ne samo pri ciganih, ampak tudi pri vseh migrantih, ki prihajajo, jim je država dolžna ponuditi varnost, stanovanje, hrano in dejansko vse, kar potrebujejo za življenje. To pa je iz tega razloga, ker se srečuje z živimi ljudmi. In Rom pomeni živ človek, ne? In imamo zakon o Romih in zakon o Romih te stvari tudi opredeljuje. Enako velja za tiste migrante, ne? Ljudje so prišli in trgovec je tukaj dejansko samo gost, ne? Storitvena korporacija država je trgovec, ker je registrirana kot komercialno podjetje v komercialnih registrih in ne more delati drugače, kot da upošteva UCC in vsa ostala pravila poslovanja. Vse je v pogodbi in kot gost ne sme škodovati, to je prvo. Drugo pa je, upravičiti more svojo prisotnost s tem, da je ponudila nekaj koristnega. Ne? Mogoče bi lahko to ponazoril na ta način, da ko je prvi trgovec prišel na neko območje, kjer je živel suveren, je moral iti do njega, pa ga prositi za dovoljenje, če lahko tam opravlja svoje posle. In če mu je suveren to odobril, je zahteval, da ne škoduje, pa da mora biti koristen, drugače brez potrebe, da je sploh tam, ne? Ker potem je tujerodna invazivna vrsta, bi rekel sodobno. Ne? In je pa trgovec izposloval to, ne? Da tudi tisti suveren, ki pride k njemu poslovati, se drži njegovih uzanc, zato da on sploh lahko posluje. In zato je dobil trgovec dovoljenje, da postavi svoj šotor in v okviru njegovega šotora veljajo njegova pravila poslovanja, tisti, ki hoče sodelovati v nekem trgovskem poslovanju. In ta trgovec se je razširil, ker mu je dobro šlo, ne? In je potem naletel na drugega trgovca, torej šotor drugega trgovca, in tam, kjer se ta dva šotora stikata, tam je danes državna meja. Ne? Načeloma pa cigani nimajo varovanih sporazumov, pa kljub temu država mora upoštevati to, da so lastniki zemlje oziroma upravitelji zemlje. Kako je ta pristop? Tam upoštevajo njihovo zasebnost. Ne smejo vstopati v njihovo zasebnost, pa jim narekovati, kako bojo oni živeli, ker ne smejo posegati v njihovo izročilo, v njihovo identiteto. In mi moramo znati svojo identiteto tudi izraziti, kdo smo, kaj smo in za tem tudi stati. Ne? In potem bojo za nas te stvari tudi veljale. Ni najbolj enostavno, ker tega nismo vajeni. Non-stop so vedno govorili, kako so te stvari zastarele, pa nacistične, pa neumnosti, pa plehke, pa nizkotne, ne vem kaj. Nacionalist. Vse ne veš, kaj je to. Ne? Nacionalist je tisti, ki se bori za neko državo. Ne? Nacija je država, narod oziroma rod je pa nekaj drugega. To pomeni, da so se samo cigani znali tako postaviti, oziroma Romi, ne? Da to ni nič napisano, da so prišli domorodci ali pa različni od nas. Samo postavili so se tako. Oni enostavno tako, ja, oni živijo tako. Ne? Tisti, ki tukaj sem prihajajo, imajo pa podporo raznih takih organizacij, kot so Mirovni inštitut, Amnesty International, pa podobne skupine, ki jih izobražujejo, kako se naj izrazijo, zato da jim bo država omogočila vse, ne? In da bojo lagodno tukaj živeli. Ne? Nam pa državi se... Prosim? Ne, mi se moramo med samo zmeniti, pa začeti te stvari početi. Ne? Prosim.
z zavedanjem, da si živ človek, dejansko lahko sistem uporabljaš, koristiš na podlagi te obeh oseb, ko so ustvarili in dejansko nič ne morejo. Mislim, to delajo cigani, Romi. Pač tiskaj mi koristi, vzamejo, tukaj moja osebna, tole mi koristi, to hočem, ko pa je treba kaj, ne, to pa ne bom, niti osebne, niti nič. Dejansko v bistvu po njihovem načinu bi lahko vsak. Ja, to mora veljati, ja. Mora veljati. Zdaj, koliko bo naš stav trden, je pa odvisno od nas samih, ne. Zdaj, najtežje je tako, ko se sam izpostaviš, ne, pa to zahtevaš. Jaz vem, da sem se mogel kar soočiti z neko tremo ali pa notranjim nemirom, ko sem prvič pred policistom pokazal listino, kdo sem jaz. Pa sem mu povedal, da jaz nimam z njim nič in da če ne razume, kaj tam piše, naj svojega nadrejenega pokliče. Kaj je še eno vprašanje? Glede vozniškega izpita, ne? Pač podarijo, dobi ga fizična oseba, ustvarjena fizična oseba. Zdaj, jaz imam podpisano kot živ človek na kartici na vozniškem izpitu. To pomeni, da je sistem meni kot živem človeku podaril izpit in mi ga ne morejo vzeti, ali jaz pač sam podpis? Izpit je opravljen. Izpit je opravljen in podpisano kot živ človek. Ja. So spregledali tam in gledala, kako se podpisujem in je vse na kartici. Zdaj pa mene to zanima, je to doživljenjsko ali moram kot fizična še vedno vse tist na 10 let obnavljati pa se iti te igre? Ali lahko zahtevam, pač kot živem človeku, meni znanja ne morejo vzeti? Jaz izpit sem naredila, dokazilo imam, da ste meni kot živem dali. Zdaj, dobro, to lahko nekdo za to odgovarja ali pa ne, nekdo lahko ima težave ali pa nikoli nič ne nastopi takega, ne. Ampak to zdaj ni tisto, kar je najpomembnejše, ne. Človek ima pravico prostega potovanja. In če dobiš ti izpit, pomeni, da dobiš licenco in to je registrirano. Kar je registrirano, je od gospodarja, torej Rex Regis, ne. In izpit ni tvoj. Tako ni tvoja hiša. Tako vozilo ni tvoje. Nič ni tvoje. Ne? Vse, kar je registrirano, ni tvoje. Tako da zavedati se je treba, da obstajajo tudi zapisane neodtuljive človekove pravice. Ne? In jih je kar nekaj. Pa si jih je treba prebrati, pa nekako se zavedati tega, da smo neznansko bogati. Ne. Ogromno stvari je naših in za njih moramo tudi skrbeti. Če jih dajemo toliko vnemar, da jih niti ne poznamo, to nam pa res ne pripadajo. Ne. In zato si jih je treba res prebrati, govoriti med sabo o njih, primerjati izkušnje, čim več na tem delati, ker bolj, ko bo ta misel aktivna, bolj bomo to lahko živeli, bolj bomo to lahko koristili. Še malo pogledal, kaj imam tu zapisano. Plače, ko moramo plačati. Zdaj, dokler da smo zaposleni, pa sprejemamo ta pravila igre in po njih delujemo, potem seveda ne, plačamo tudi davek. Ne. Jaz se skušam tega izogniti ko hudič križa, ne, ker jaz nočem, da me kdo davi. Ne. Jaz se ne pustim. Ne. In naša stara pravda nikoli ni predvidevala davka. Ne. Stara pravda je dejansko dogovorno bila sprejeta na ta način, da se je dajala v skupno dobro desetina. In tista desetina je bila smotrno tudi uporabljena. Obstaja tudi še orodje, ki se imenuje pojezda, to je takrat, ko je bila kakšna nezgoda, karkoli, naravna nesreča, je šel ali vaški poglavar ali pa knez na konja in je jezdil
po svoji deželi oziroma po deželi svojih ljudi in je tam pobiral, ne vem, prostovoljni prispevek za to, da se je rešila neka zagata. Vemo, da so tistih 500 let, ko so Turki zasedli Srbijo pa današnjo Bosno, so vsako leto tudi hodili na roparske pohode tu gor, ne, in so vsako jesen odpeljali vse pridelke, ki jih ni uspelo ljudem skriti, in da so v povprečju 20,000 mladih ljudi odpeljali v suženjstvo. Ne. In zato so potem pač Osmani tako grozno uspevali, ne, super talentirani. No, v glavnem, ob takih zadevah se je bilo treba zaščititi, ne, in je bila tista pojezda tudi smiselna. Sicer smo pa odlično shajali za desetino, pa še tiste nismo potrebovali takrat, ko smo delovali na ta način, da smo se lahko zaščitili pa en drugega podprli. Ena od takih vrhunskih kultur je bila tudi vinčanska kultura. Ne vem, če ste slišali za njo. To je tam v bližini Beligrada. Oni so dejansko bili tisti, ki so postavili prve temelje sodobne trgovine. Tako da ta cerkveni komerc, ki se danes dogaja, je nekako kasna zadeva, ne, in si tudi ne more vseh pravic lastiti do tega, da si je neko ne pravo izmislil, ne trgovino izmislil, ker to smo mi še vse že znali, pa dobro izvajali. Ne. Dejansko res ne potrebujemo tega. Ne. Ja, pravo bi naj temeljilo na pravičnosti. O tem je zelo dosti pisal že Aristotel in on razlikuje med dvema vrstama pravičnosti. Izravnalna pravičnost in razdeljevalna pravičnost. Tako da bom jaz en ta zapis, ko sem ga še do snoči delal, potem tudi objavil, pa si ga boste lahko prebrali. Mogoče bo kakšna stvar še boljša razložena ali pa nekaj takega, kar nismo danes tukaj povedali. Čeprav do 6 je še dosti časa. Ne. Polatinjenost imen, to se mi zdi, da je kar od vas veliko že srečalo, velike in male črke in zakaj tako zapišemo imena in take stvari. Je kako vprašanje z tega ali že dovolj te stvari poznate? Dobro. Prosim? Če povzamete lahko glavno. Aha. Dobro. Da povzameš. Najprej registrirajo fizično osebo in jo zapišejo z malimi črkami pa veliko začetnico. In potem ustanovijo še pravno osebo, ki jo zapišejo samimi velikimi črkami. To se potem pojavi z davčno številko. Pred tem se pa uporablja še en hibrid, ko ima ime male črke z veliko začetnico, priimek pa so same velike črke. Mogoče bi tukaj z nami je še par starešin starovedske skupnosti, pa bom vesel, če bo še kdo hotel kaj povedati. Bi ti mogoče imate kaj o Maksimi, Minimi?
Matej Ruka, moj prijatelj, so starešina. Oj! No, jaz sem Matej. No, gre se za zapis imen in priimkov, ne, to so seveda komercialne titule. Naprimer, poznani smo zato, kot tako smo tako priklicani. Naprimer, zdaj, da ne vem tako ko užalil, ko tudi pokličeš svojega psa, bo rečeš floki, floki, floki pridi, ne. Tako so ti starši podarili neko ime, po kateri si preklican. Naprimer, zato smo vedno živi ljudje poznani kot, v mojem primeru pač Matej iz rodov, Ruka v nedeljku, ko je kot človek prihaja seveda iz dveh rodov, po materi in po očetu, torej po roditelji. No in ta zapis je vedno z malo začetnico, ker to ni ime in niti priimek. To sem že, ko sem se tu mogel registrirati, jaz sem tudi na to upozoril. In večinoma primerih se tudi že moče opaziti, da je dvopiče pred imenom. Tako imenovani. To pomeni, da ti zaščitiš to ime, da ne more noben kaj dopisovati ali pa pripisovati. Samo to je namen tega. No in potem tote tri tako imenovane osebe, torej fizična oseba, pravna oseba, imaš tudi potem še pravni subjekt. To je po latinsko, je to capitis de minutia minima, media in maxima. Torej capitis de minutia minima, to je fizična oseba, torej, ki je državljan, ki ima pač te državljanske privilegije, ne glih pravice, ne, ker sistem ti ne podarja pravic, ker ti tako že imaš kot človek. To so ti dane od stvarstva. Sistem pa ti pač davlja neke privilegije, ne, da igraš tega avatara fizične osebe, ne, po njihovih pravilah igre. Ne. Torej, ta zakon, bodi pridn, pa ne boš kaznovan. Dansko tako deluje. Če seveda fungiraš kot oseba, ne, seveda v sistemu imaš tudi te pravice, zdaj pa kjer se spoznal, so tudi gibanja v sistemu, ampak jaz se te igre ne grem, ne. Jaz vem, kaj sem in jaz sem živo bitje, ne pa neka fikcija. Potem je ta hibrid, to je capitis de minutia media, pravna oseba pa je capitis de minutia maxima, ki nima dobenih pravic. Zgolj kak piše v pogodbi. No, to je to. Hvala lepa. Redko beseden. Ravno zaradi tega, ker sistem nima registriranih samih malih črk, še posebej ne tistih, ki imajo spredaj dvopičje. To uporabljamo zato, da dokažemo, da smo živi ljudje, ki so v svoji lastni pristojnosti in ne potrebujejo nekega nadzora ali pa nekih pravil, ki bi jih omejevale. In tudi vedno, ko boste srečali nekje poštno pošiljko ali pa karkoli podobnega, nek dopis, boste videli, da se ponavadi razlikuje zapis imena na kuverti in zapis imena potem notri v listini, v dokumentu. To pomeni, da so že v osnovi sami sabo v neskladju in se da zavračati njihove zahteve že iz tega naslova. Potem pa so še vsebinski razlogi, ki jih pač je treba prepoznati, ker hote ali ne hote delajo razne napake in potem so še stvari, ki so noter zapisane, so v neskladju z njihovo pristojnostjo in potem se da te stvari tudi zavračati. Res je, da so strajni, ne bom rekel kapo dol, ampak priznam pa, ne, da so neumorno tiho ali pa neumorno vedno tam, ker jih ni treba. Ne.
na vsak način se hočejo izpostavljati in biti nekaj, kar niso. In zato smo na toliko večji preizkušnji, ker moramo toliko trdnejši stav zavzeti za to, da bomo ostali živi in v tem smislu tudi pravnomočni v svojem delovanju. Zdaj za temi digitalnimi potrdili prihaja do novega razvrednotenja ljudi in resnično si ne smemo dovoliti, da bi nas kot take obravnavali torej kot manj vredne, ne? Kot nekoga, ki mu lahko umetna inteligenca predpisuje, kaj sme, kaj ne sme. Eno takih problemov za zasebnostjo so zdaj te elektronske vinjete in nekaj bomo na tem področju mogli kmalu ukreniti, ker nihče nima pravice razpolagati s tem vedenjem, kje se jaz nahajam in kaj počnem. To je moje zasebno. Ne? Zasebno se še do neke mere spoštuje in s tem, ko se na zasebnost sklicuješ, lahko tudi preprečiš vdor kakih policistov ali pa kakve druge zalege, ne, ki so nosilci raznih kostumov in igrajo tiste svoje gledališke igre. Tak doživeto še potem doma sploh ne znajo stopiti iz svojih vlog. V glavnem, to zasebnost moramo obvarovati. Zasebnost je naša last in jo ne smemo nikomor prepuščati. Zdaj, ne vem, če ste spremljali, kaj se dogaja na Kitajskem, pa za tistimi socialnimi krediti. Dejansko vidite, da to želijo uvajati tudi pri nas in to se nekako ne sme zgoditi, vsaj ne na taki ravni, ko se je tam. Zdaj tukaj nad cepljenimi smo tako ugotovili, ne, da si upravičujejo to na nek čuden način sprevržen, da lahko se z njimi te stvari grejo. Za tiste, ki pa smo necepljeni, pa še nimajo teh pogojev. Ne. In zato bojo zdaj mogoče poskušali še v enem valu prepričati čim več ljudi, da se prostovoljno obvezno cepijo ali nekaj takega. No, jaz mislim, da bi mogoče tako po programu potem uredili z temi osnovnimi listinami, ki bi bilo fino, da smo jih vsi sposobni podati, da se izrazimo, da smo živi, da smo pristojni za svoje življenje in da smo sami dovolj odgovorni, da ne rabimo nekega skrbnika. Potem pa bi se lahko pogovarjali še o tem, kaj lahko naprej počnemo, kaj so naši izzivi za naprej, kako bi lahko svoje skupnosti izpostavljali, ne, ki bojo samozadostne, samooskrbne, sooskrbne in kaj to pomeni za slovenski rod, kaj pomeni to za ostale rodove Slovenov, ki živijo pod okupacijo ostalih trgovcev okrog nas, ne? In se potem lahko povezujemo in kakšne so naše možnosti. Vsekakor pa si želim povedati in tudi to vsakič naredim, da vse stvari, ki jih počnemo, zagovarjamo svojo etiko, z nenasiljem, z neinvazivnostjo, z neškodovanjem in zaradi tega je dobro, da se zavedamo, da tako naši predniki tudi mi izhajamo iz miru, da živimo mir in da hodimo po poti miru, da bo to tista pot, ki nas bo najmanj ogrožala. Bo pa najlepša, najbolj polna, če se bomo zavedali, kam gremo. In mislim, da se bomo zavedali, kam gremo kmalu, ko bomo uvideli
kaj se lahko vizualiziramo, kaj je vse tisto dobro, kar nas pričakuje. Takrat, ko bomo sposobni govoriti o teh rešitvah, praktičnih, ne? Kaj to pomeni za mene, za vsakega od nas in za vsemi ostalimi, ki čutijo, da so živi, da premorejo nekaj več kot to, da so poslušni sluga ali pa robot. Imamo še čas, prosim. Jaz imam še par takih stvari, ki se mi dogajajo v glavi. Recimo, če pogledamo, da ta svet, kakršen je, zdaj zelo globoko koreninjen v ljudeh, zasidran, in ne bomo mogli kar skočiti v novo zgodbo, ampak nekako prehod se pričakuje. Zdaj pa me zanima, jaz, ko grem igrico igrati na računalniku, naprimer, redko vdajam, pa kadar jo igram, jaz uporabljam tam nekega avatarja. Jaz kot živi uporabljam tega avatarja, kadar meni paše in kakor meni paše. In ko ga imam dovolj, ugasnem igrico in delat svoje. In zdaj, ali bi lahko to primeril z tem sistemom, pa bi rekel, jaz vstopam v sistem, kadar meni paše, uporabljam sistem, kadar meni paše in kakor meni paše, in potem izstopam in rečem, zdaj pa nisem več v vlogi osebe, ampak sem v vlogi živega človeka. Jaz samega sebe težko postavim v vlogo osebe. Jaz danes vem, da enostavno, če sem zastopnik osebe, upravljam z vsem poslovanjem osebe. To pomeni, da tam je avatar, ki ga jaz vodim, tako v igrci, ne? Ampak še vedno pa se skušam izogniti temu, da bi sebe poistovetil za to osebo. Ne? In ne želim biti v vlogi. Jaz lahko za njo nekaj opravim. Jaz se lahko podpišem kot AR, lahko dejansko moja roka tudi da podpis osebe, ker je nobena druga roka ni sposobna. Ne? To pomeni, da lahko se udejstvujem na ta način, da izpostavim pravno sposobnost, opravilno sposobnost osebe, ker je moja roka tista, ki podpiše izraz, ki ga je oseba podala. Ampak fajn je, če se čim manj izpostavljamo temu, da smo odvisni nekako še naprej delovati na ta način. Se pravim, bolj ko bomo razmišljali o teh rešitvah, ki so pred nami, lažje nam bo imeti neko tisto vizijo. In vizija se nam vedno uresniči takrat, ko jo začutimo, da je resnična. Tukaj bi sam dodal to, da v bistvu, če gledam recimo oseba, to v bistvu sploh nima nobenih lastnosti, razen to, da je nekaj na papirju. Drugo je pa, če rečem, da igram v vlogi policista ali pa v vlogi igrci, v vlogi tega akterja. To jaz zdaj, ko razmišljam, razlikujem. Jaz v bistvu oseba, kaj pa je oseba? Policist je drugo, da nastopam v vlogi policista, v vlogi sodnika, je pač ta majen opis, je nekaj na določeno funkcijo, ki lahko razbereš. Oseba je pa kaj? Luft. Nobene lastnosti. Oseba je ekonomska entiteta. Pač rabi neko igralsko zasedbo, zato da se izvaja praktično, tako praviš kot policist, katerakoli uradna oseba. Lahko je bil sicer narisan. Lahko je tudi v okviru umetne inteligence. In to bojo zdaj sodobni policisti, zato ker vedno manj bo takih ljudi, ki bojo imeli želodec početi to, kar počnejo, ker bojo tudi sami uvideli, kam rinejo in da to enostavno ne gre. Teh bo premalo. Zdaj, dokler da je nekako ne prav veliko dogajanja na temo neupoštevanja pristojnosti države, v narekovajih zakonodajalca. Do takrat, če oni niso začutili potrebe potem, da bi bili nekaj posebej nasilni glede tega, vemo, da
imajo navodilo, da ko se nekdo izkaže z izkaznico starovedske skupnosti, da je živ človek, takrat so dolžni policisti obvestiti dežurnega kriminalista. Ja. Lahko bi nekdo mislil, da nas nekdo želi domnevati za teroriste, čeprav nismo. Ampak takšno navodilo je pač bilo, to smo videli, da so komandirji dobili tako navodilo. In kaj se je pa izgodil? Samo trenutek, prosim. Kaj se je pa izgodil? Zgodilo se ni nič. Najbrž, da je kje narejena zabeležka, ko se kdo od nas na tak način izkaže, ampak to je zaenkrat vse. Ne delamo škode, nikogar ne ogrožamo, nikomor nismo neka nevarnost. Tako da razloga za to, da bi nekdo začel v nas posegati, tudi ne podajamo. Zato, ker za vsako neko tako preganjanje dejansko mora biti obstoječa žrtev, obstoječa škoda. Drugače nimajo nobenega pravnega argumenta za to, da bi kakršenkoli postopek začeli peljati. Vsak postopek, ki se pa pelje izven teh argumentov, je pa teror. To meni, v tem primeru bi bili pa oni teroristi, če bi zdaj se šli pač neko ustrahovanje ali pa siljenje v nekaj. Prosim. Jaz bi imel eno vprašanje glede podpisa. Glede česa? Glede podpisa. Ok. Podpisa, recimo, v smislu, če je smiselno, oziroma kako je smiselno, recimo tisti, ki imamo obrt ali firme, imamo overjen podpis za osebo, zdaj pa kakor živ človek, je smiselno narediti overjen podpis kakor živ človek in se pol naprej v primeru sodelovanja s firmami ali pa s institucijami države se podpisovati kakor živ človek ali še zmeraj obdržati prejšnji overjen podpis. Če to tako čisto miroljubno sodelovanje, brez tega, da bi bil izpostavljen nekim pritiskom, šikaniranju, ne vem, tako strani finančne uprave ali česarkoli, po mojem, dokler da želiš delovati kot SP ali pa v okviru nekega DOO-ja, pa se podpisuješ kot oseba, ker je to nekak najbolj običajna varianta, najbolj običajen način poslovanja. In takrat, ko pa vidiš, da je potreben nek praven poseg ali pa da ti zaščitiš svoj posel s tem, da stojiš za tem kot živ človek, ki si pooblaščen zastopnik osebe po tem varovalnem sporazumu ali kakorkoli ga imenuješ. Zdaj, varovalen sporazum se ima, dejansko ima tiste elemente varovanja zaradi tega, ker ti prevzameš za tem varovalnim sporazumom dejansko lastnino osebe, pa tudi zastopaš tisti praven status, zato je na nek način varovalen. Lahko bi pa pogodba o zastopanju v končni fazi tudi napisal. Drugače pa pač čim prej mogoče je dobro začeti razmišljati o tem, kako poslovati brez SP-a, brez DOO-ja. Vse se da. Mogoče bomo pa res kmalu uspeli postaviti en smiseln okvir v okviru tega, da bomo naredili zadrugo. Jaz upam, da bo potem Martin, ki je tudi starešina starovedske skupnosti, še malo o tem povedal v nadaljevanju, ne zdaj takoj. Se pravi, neke patentne prijave ali kakšne licence, ki tazga je pa bolj smiselno, bolj kakor živ človek podpisovati. Vsekakor, živ človek je tisti, ki je lastnik. Treba se zavedati svoje lasti in jo tudi imeti v posesti. Last in posest ni isto, ampak ima pa oboje eno veliko težo. Zdaj bomo očitno počasi šli nekaj pojesti. Še kako vprašanje? Prosim.
se ni seble. Ne ogroža nikogar. Pride, kako se pojavi ta informiranec, v krogu policaja in zdaj bi on meni dal kazen. Kaj pa zdaj? Ja, vse dve poti sta. Ena je ta, da se postaviš na stavo živega človeka, pa zagovarjaš to, da nima nobene pristojnosti. Na ta bo pač zdaj odvisno od tega, koliko si usposobljena, koliko si trdna, koliko ima smisel vse skupaj. Ne? Sicer pa, če vidiš, da je to seveda bilo neutemeljeno, ker nisi nikogar ogrožala, nobene škode delala, pač poveš, se zahvaljujem za to komercialno ponudbo, sprejemem to v pisni obliki, če želiš, lahko daš takoj proti ponudbo, ne? Če ne pa pač poveš, da boš podala proti ponudbo pisno. Slabo slišim, kaj bi mogoče prišla bliže? Najprej moraš vedeti, da nisi povzročil nobene škode, ne? In seveda ti, ko veš, da potrebuje nek kazenski pregon oškodovanca, pa zahtevaš, naj ti oškodovanca pokaže. Ne? Zato, ker mora biti tožeča stranka izpostavljena tistemu, ki je tožen. Do soočenja mora priti. In če ni nobenega oškodovanca, pol nima kaj začeti si s tabo. In te pač ne more oglobiti. Ti od njega za protiponudbo zahtevaš tudi njegove osebne podatke, pa EMŠO, pa davčno. Zato da mu poveš, da bo kratek komercialen postopek, da boš hitro dosegla svojo odškodnino. Prosim. Ustava, ko sem jaz informiran, če je to res, ko je potrdil, Ustava v bistvu omogoča samo naravnemu zakonu, pa UCC-ju, da kaznuje. Medtem, ko statutarno pravo niti ne more kaznovati v skladu z Ustavo. Je to drži ali? Jaz bi rekel, da bi to moralo držati zaradi tega, ker Ustava je namenjena nečemu drugemu, ne pogodbam med korporacijami, ampak urejanju medčloveških odnosov pač na eni taki ravni. Bi rekel, da ja, nisem pa še imel takega vprašanja, tudi sam si nisem tega zastavil. Hvala lepa. Dober tek.